Večer, lep pozdrav. Danes je v lokalnem času, ob 13:27 je prišlo do strelskega incidenta v Afganistanu, kjer je ob opravljanju naloge pripadnik Slovenske vojske bil ranjen, in sicer v nogo. Vojaka so prepeljali in oskrbeli v bolnišnici, kjer so mu oskrbeli rano, in po podatkih, ki jih imamo, je seveda izven življenjske nevarnosti, se počuti dobro in pričakujemo, da bo hitro okreval. Na kakšni nalogi so bili? To seveda veste, da ne moramo govoriti na kakšni nalogi. Bili so v redni podpori afganistanskih sil. Kot veste, naša vojska deluje z afganistanskimi silami in je prišlo seveda do strelskega incidenta. Tudi ne vemo, kdo je bil na drugi strani, in niti ne vemo detaljno, ampak le je načelnik generalštaba, ki vam lahko pove, kdaj bomo to izvedeli in kdaj bomo lahko kaj več povedali. Samo še da minister rekli, že kako bodo stvari zdaj tekle naprej, najverjetneje po tega vojaka boste šli zdaj v Afganistan, pa ga pripravili domov, se bo zdravil tu. Kako bo stvari tekle naprej? Mislim, da je naslonjeno bolj na vprašanje na načelnika generalštaba. V vsakem primeru, kolikor bo potrebno, bomo šli, kamor bo potrebno, ampak glede na to, da smo v okviru NATO misije, mislim, da je glede tega poskrbljeno. Načelnik? Ja, izvolite, prav. Kaj se je konkretno dogajalo? Bili so na nalogi, na kakšni nalogi? Je bilo to med rednim delom? Bilo je med rednim delom, torej opravljali so redno nalogo mentoriranja afganistanskih sil in prišlo je do kontakta z nasprotnikom in naš pripadnik je bil ranjen mislim, da v desno nogo. Kje pa je bilo to, v katerem kraju? Ni še natančnega poročila, torej vse, kar bi povedali, bile špekulacije, torej čakamo natančno poročilo in bomo potem podali lahko bolj podrobne informacije. Tudi za napadalce? Tudi za napadalce, torej tudi za napadalce, običajno tudi napadalce najtežje identificirati, ker običajno strelijo par nabojev in potem odidejo. Na način bo ta incident vplival na delovanje Slovenske vojske v Afganistanu? Vemo, to ni prvi incident, v katerega je bila vpletena vojska, oziroma bomo rekel tako, ena civilna delavka je bila že poškodovana, imeli ste težavo z eno mino pa enim hamerjem. Kako bo ta incident vplival na nadaljnje delovanje vojske v Afganistanu? Vojaško delo, vsako vojaško delo je nevarno delo, torej vojska opravlja nevaren posel. Jaz sem vesel, da je naša zaščitna oprema in predvsem pa usposobljenost naših pripadnikov na visoki ravni, torej da lahko stopnje ogrožanja znižamo z našo pripravljenostjo in z našo opremo. Slovenska vojska bo opravljala naloge naprej normalno, tako kot je načrtovano in skladno z načrti. Kako bodo, če sem vprašal že ministra še vas, kako bodo stvari zdaj tekle naprej, najverjetneje tega vojaka boste pripravili za zdravljenje v Sloveniji, ne bo ga zdravljen v Afganistanu oziroma na neki drugi bazi? To je vprašanje, za kakšen tip poškodbe gre. V njegovem zdravljenju odločajo zdravniki, ki so pooblaščeni za to. Običajno sta dva načina, ali je rana tako majhna, da ostane v teatru, torej v območju delovanja in se pozdravi v območju delovanja in opravlja naloge. V drugem primeru pa se običajno, tako je bila praksa do sedaj, pripelje z strateškim transportom običajno zavezniških sil v Ramstein, v ameriško bazo v Nemčiji v Ramstein, in potem ga spravimo v Slovenijo. Koga je pa star ta vojak? Podatkov ne morem devati v vojaku, tako da, ko dobimo natančne podatke, bomo lahko izvedeli, tako da danes ne bi o tem govoril. Predsednik vlade, lahko še vas vprašam, kakšno je vaše sporočilo svojcem, ne samo tega vojaka, ampak ostalih vojakov, ki so v Afganistanu? Kakšno je vaše sporočilo kot predsednica vlade? Najprej želim povedati, da sem danes zelo ponosno stala na ladji Triglav, kjer pomagamo v zelo pomembni humanitarni akciji, in nažalost smo ob koncu tega obiska dobili informacijo, da je naš vojak v Afganistanu poškodovan. Dober del te novice je ta, da bi naj po zdajšnjih informacijah poškodba bila lažja in življenje ne ogroženo. To, kar je povedal že gospod Božič, absolutno oprema in izurjenost je takšna, da so naši vojaki, bom rekla, lahko varni, kot so na vojnem območju lahko varni. Vedeti pa moramo, da gre za vojaško območje in mislim, da je po planu predviden umik naših vojakov pravzaprav zelo kmalu. Še to, gospod Božič, mene samo to še zanima, kje je prišlo do incidenta? Na bazi, je bilo ujenje v bazi, na terenu?
Kje konkretno? Zdaj natančnih podatkov nimam, kakor vem pa pri upravljanju rednih delih nalog verjetno izven baze. Nimam pa natančnih podatkov, torej poročila nisem dobil, morate vedeti, da sem dobil informacijo po telefonu in vse, kar bi povedal, bi bile navadne špekulacije oziroma netočne informacije. Če pa sem približno seznanjen, je šlo pri upravljanju mentoriranja izven baze. Dobro, hvala lepa. Lahko sem še eno vprašanje, no? Kdaj je predviden odhod slovenskih vojakov in bi mogoče zdaj ta incident kaj pospešil ta odhod? Ne, veste, da je seveda odhod vojakov predviden in planiran, da se gro vojske se je zmanjševal. Veste, da je zdaj 39 pripadnic in pripadnikov slovenske vojske na misiji v Afganistanu, da aprila se zmanjša in ostane do konca junija, samo še do konca junija, ko se slovenska vojska vrne v domovino. Hvala lepa.